Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo vas pozdravljam. Lep pozdrav vsem ostalim. Na včerajšnji seji Državnega zbora, ko smo obravnavali 4. protikorona paket, smo koalicijski poslanci, predvsem vlada, doživljali velike napade strani levega krila opozicije, češ da postajamo s tem zakonom, ki smo ga obravnavali, policijska država, da je ta koalicija in ta vlada, ki želi slediti državljankam in državljanom. To seveda ni res, to sploh ni res in to me je nekako potem tudi ziritiralo, zmotiviralo, da pa sem govoril tudi o pogledih policije v moje osebne podatke. Pa če dovolite majčkeno kronologije, 20. maja letos nam je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Žan Mahnič, vodjem poslanskih skupin in sekretarjem poslanskih skupin pisal naslednje. Danes sem na vrhu koalicije izpostavil, da je bilo po nenapovedanem obisku KNOVS na policiji in zahtevi preiskovalne komisije strani strokovnega nadzora ugotovljeno, da so na policiji res nepooblaščeno vpogledovali v osebne podatke poslancev in ministrov v času ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja oziroma v času vlade Marjana Šarca. Vsak posameznik lahko preveri, ali so to počeli tudi njemu. Državni sekretar Mahnič je k temu mailu priložil tudi obrazce in jaz sem ta obrazec tudi izpolnil. Gre za zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in to naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve. To je bilo 27. maja. Potem sem dobil pred dnevi odgovor, bolj točno 17.6. od Ministrstva za notranje zadeve, zelo korekten dopis, skupaj s CD-jem. Gre pa za zadevo zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. In v tem spremnem dopisu je tudi zelo korektno napisano, če menite, da je v vašem primeru prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov, lahko to prijavite Uradu informacijskega pooblaščenca, ki bo sprožil ustrezen postopek. Iz izpisa vpogledov v moje osebne podatke enostavno ne najdem neke vzročne povezave, kje bi se jaz naj določenega dne, ko je bil ta vpogled opravljen, nahajal. Enostavno ne najdem povezave. Drugo so seveda podatki, ki jih je zaradi registracije mojega vozila in ženinega vozila upravljala pooblaščena organizacija, ko sem podaljševal prometno dovoljenje za imenovana vozila. Nikakor ne najdem neke povezave, kako bi nekdo 35 minut pred polnočnico vpogledoval v moje osebne podatke. Zakaj? Morda bo za to odgovoril gospod Marjan Šarec. Očitki, ki jih danes dobivamo, da smo mi tista koalicija, ki vzpostavlja policijsko državo, ne držijo. Nasprotno. Policijska država je vzpostavljal potem sodeč, izgleda gospod Marjan Šarec in njegovi pomagači. Nisem edini, ki ima tovrstne izpise in teh izpisov bo v prihodnjih dneh, tednih še več. Sam bom tudi, najbrž se bomo tudi v poslanski skupini organizirali, morda širše, da bomo v skladu z zakonom zahtevali od informacijske pooblaščenke, da nam dejansko pojasni, zakaj je konkretno meni policija vpogledovala v osebne podatke 22-krat, zakaj za 13 vpogledov ne vem, kdo je izvajal vpogled
ker pri rubriki institucija piše 0. To ne vemo, kdo je. Seveda me bo zanimalo, zakaj je pogledovala tudi informacijska pooblaščenka in tako dalje. Torej, naj morda zaključim s tem, kar je povedal moj rojak, kolega magister Dejan Židan, 30. januarja letos na nacionalni televiziji, na Tarči, ko je povedal približno takole: če je res, da je kdo nepooblaščeno sledil ali pogledoval v podatke poslancev, ministrov, potem je to največja afera v zgodovini samostojne Slovenije. In jaz se lahko pod to izjavo samo podpišem. Hvala lepa. Ko govorite ravno o tej aferi, torej vi kažete podatke, iz katerih lahko samo morda sklepate, nimate pa dokaza, če se razumem, da je to afera, vsaj nekako tako tudi pojasnjujejo na uradu informacijske pooblaščenke, kjer seveda to že preverjajo, že od Mahničevega obiska. In če vas prav razumem, problematično so seveda nepooblaščeni, nezakoniti vpogledi. Vi torej se nastanete na besedi gospoda Mahniča, da po njegovih informacijah so bili nezakoniti vpogledi v... Ne naslanem se na njegovo izjavo, jaz sem zgolj prebral njegovo ugotovitev, njegovo vsebino iz maila, ki smo ga dobili 20. maja letos. Kot pa rečeno, sam ne vidim nekih povezav, kje bi se jaz tiste dni, ko je policija pogledovala v moje osebne podatke, kje bi se jaz takrat nahajal, lahko samo logično sklepam, zakaj je bilo prav meseca februarja največ vpogledov. To je bil čas, ko se je snovala nova koalicija. Takrat sem imel kar 6 vpogledov. A niste pa vi recimo kot šef OZP-ja morda takrat šli na kakšno srečanje, na kakšno ambasado, na kaj podobnega, kjer bi se lahko recimo deležili vaših sodnikov? Jaz takrat nisem bil šef OZP-ja. Član OZP-ja? Član pa ja. Ne najdem nobene povezave, res pa je, če gremo pogledat, kaj piše pri pravni podlagi, je to 115. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije. Če greste ta 115. člen pogledat, je to zelo široka formulacija, tako da iz tega ne znam prav nič razbrati. Zato pa Zato pa kot rečeno, mi se bomo organizirali. In lahko tudi tukaj napovem, da bomo zaradi teh pogledov, vkolikor bo več poslancev dobilo to vrstne izpise, bomo glede tega resnično zganjali velik hrup, predvsem v smislu vzpostavitve demokracije v tej državi. Pa se vam zdi, da ste mogoče včeraj malo prehitro skočili in obtožili policijo, mislim, ste rekli sledenje? Ja, vi ste uporabili za vzrast. Sploh nisem nasprotno, sploh nisem napadel policije in je nikoli ne napadam. Zdaj, če sem uporabil izraz sledenje, je to lapsus. Danes govorim in dejansko šlo za vpoglede. Šlo je za vpoglede. Ali je bilo tudi sledenje, jaz ne vem. Ampak to bom zahteval v skladu zakonodaje od informacijske pooblaščenke. Je pa se strinjate, verjetno, velika razlika med sledenjem in vpogledi v evidenci? Seveda je razlika. Absolutno. Koliko vaših poslancev, recimo, če ste seznanjeni, če ste kaj poprašali, je zaprosilo za evidenco, kot ste vi, in kakšni so izdelki, gospod Reberšek, ki je že to objavil? Kolega Aleks Reberšek je že dobil podoben izpis. Našla so tudi nekaj zelo zanimivih korelacij, ampak to so zgolj najne ugotovitve. Od 7 poslancev nas je 5 vložilo zahtevo. Res pa je 3 v zadnjem času, pred nekaj dnevi. 3 pred nekaj dnevi. Pa so še komu? Je še kakšno razne privajo dveh, torej ste rekli 5? 3 še niso dobili izpisov. Kakšne zanimive korelacije? To pomeni, da so pogledovali? Časovne. V podobnem času, na isti dan? Časovne, zgolj o časovnih lahko govorim. Kaj to pomeni, ne vemo. Gospodar na komisiji probali sprožiti spet zahtevo za ponovni nadzor? Se opravičujem, nisem razumel. Če boste mogoče na komisiji probali sprožiti zahtevo za ponovni nadzor, enkrat so bili zavrnjeni? Zaenkrat o tem nisem razmišljal, se bomo pa tukaj organizirali. Smiselno je, da tukaj nastopamo skupaj, vsi tisti, ki smo dobili podobne izpise
in si ne znamo razložiti, zakaj bi policija vpogledovala v naše osebne podatke. Tako da to bo stvar prihodnjih dneh, prihodnjih tednov. Še glede medijske zakonodaje, če lahko vprašanje, zanima me precej nepričakovano je zakonodaja v javni razpravi, samo 5 dni, ker opozorila so, da gre za napad na RTV, da bo blokirano delo RTV. Zanima me najprej, ali je besedilo vseh 3 zakonov koalicijsko usklajeno? Besedilo nobenega od teh 3 zakonov koalicijsko ni usklajeno. Torej, kako komentirate včerajšnjo vložitev 3 povsem novih zakonov, s čim se strinjate in s čim ne? Ste v poslanski skupini NSI o tem že debatirali, ste pregledali, predvsem pa, da ste toliko pravkar uporabili besedo napad. Se strinjate, da gre za napad na javni medij? O tem ne bom diskutiral, tudi v poslanski skupini nismo imeli razprave, gotovo bo, ker je to pomembna materija, bodo o tem razpravljali tudi naši organi, do dokončnega odločanja v jeseni. Edine aktivnosti, ki smo imeli v zvezi s tem, je bila ta, da smo sprejeli ministra z njegovimi sodelavci, ki nam je v grobih gabaritih predstavil vse te 3 zakone. To je do tega trenutka vse. Kaj si mislite o teh 3 gabaritih? Veste približno, koliko denarja se jemlje RTV, ob tem se ne manjša programa. Generalni direktor je že včeraj dejal, da ni mogoče, da je to dejansko napad na javni medij. Kako vi gledate vse skupaj, te gabarite, kot pravite? Besede napad ne bom uporabljal, to ni v mojem besednjaku. Težko je danes karkoli preuranjeno, je danes karkoli komentirati. Kot rečeno, materija ni koalicijsko usklajena. Ko pa bo, pa jo bomo tudi z veseljem v detajle komentirali. Torej ne morete povedati, s čim se strinjate in s čim ne? Danes ne, ker gledajte, mi smo poslanska skupina, smo ena logična politična celota in družina. Pa ste za ohranitev javnega medija? Absolutno. Ampak zakon je že v javni razpravi, ni pa koalicijsko usklajen. Samo 5 dni v javni razpravi, se vam ne zdi to nenavadno? To je vprašanje za gospoda ministra. Samo še zadnje vprašanje, ker ste tudi Prekmurec, ste prej omenili kolego Židana. Kaj pa mislite od celotne te organizacije medijskega prostora, na primer, ena od idej je, verjetno jo poznate, tudi sklad za televizijsko produkcijo, ki bi na letni ravni prinesel okoli 25 milijonov in minister za kulturo bi bil ta, ki bi potem prerazporejal ta denar določenim televizijam. Vidite vi organizacijo medijskega prostora pri nas? Kot rečeno, gledajte, ko bomo v poslanski skupini, ko bomo v stranki oblikovali dokončno stališče, jo bomo tudi artikulirali slovenski javnosti. Ne morem žal tega danes komentirati, vse razumete. Hvala lepa, lep vikend vam želim.